Sem arheolog, konzervator Tušek Ivan iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Mariboru in stojimo trenutno pod Ptujskim gradom. Za mano je panorama, ki je bil, bom rekel, nekako en izmed bogatejših centrov rimske Petovione. Potem na levo stran imamo potem Dravo, ki je v prvem stoletju, pravzaprav tudi malo kasneje, odnesla ogromno materijala in takrat je tudi, bom rekel, sabo, bom rekel, pokopala ostanke rimskega vojaškega tabora, tako da danes točno ne vemo, na katerem mestu je stal. In zdaj že odkar sem pisal na arheologiji, pa tudi že prej sem se ukvarjal z vojsko, bil sem določen tudi za to, da bom vojak, ampak na koncu sem se vpisal na arheologijo in že za diplomsko nalogo sem delal predvsem na rimskem orožju, ki je bilo najdeno v Petovioni. To so bili ostanki pilumov, sulic, potem nekaj želodov za pračarje in pa seveda ostanki oklepov, luskastih oklepov in pa, bom rekel, še deli nekatere druge opreme vojaške, vendar so to, bom rekel, le fragmenti, ki so bili najdeni tu na Ptuju. Nič ni, bom rekel, zelo velikega in pa celega. No, kasneje, bom rekel, sem se tudi na fakulteti že začel ukvarjati z rimsko vojsko na splošno in zdaj, ko sem v pokoju, sem pa napisal, bom rekel, knjigo o rimski vojski in to v republiki in cesarstvu, ter na koncu sem dodal še vse rimske vojaške nagrobnike, ki so bili najdeni v Petovioni. Knjiga je, bom rekel, kratek pregled zgodovine rimske vojske od državljanske milice, se pravi, ki je nastala že, bom rekel, v času kraljestva, kjer so bili vsi Rimljani vojaški obvezniki in tudi, bom rekel, je bilo domoljubje popolnoma drugačno kot pa kasneje, ko se je vojska, bom rekel, nekako malo spremenila zaradi najemnikov. Kajti takrat, bom rekel, so se borili za svojo domovino v samem začetku, kasneje pa seveda predvsem za denar in pa za plen vojaški. Potem v drugem delu, nadaljeval sem potem seveda še z vojsko v republiki in pa v zgodnjem cesarstvu. V drugem delu sem potem obdelal pa rimskega legionarja, njegovo opremo, tudi, bom rekel, odlikovanja, ki so jih dobili, bom rekel, od teh svojih poveljnikov in pa tudi od cesarjev. Recimo na Ptuju smo imeli v času cesarja Marka Aurelija znanega Ptujčana, Valerija Maksimijana, ki je bil odlikovan od Marka Aurelija s tem, da je postal senator leta 179. in kasneje mu je Komot, njegov, bom rekel, sin in pa naslednik, mu je podaril pa še konzulsko čast, ker je takrat postal edini konzul na Panonskem svetu. No, v tretjem delu sem potem obdelal še vse rimske, bom rekel, legije v času cesarja Avgusta, bilo jih je 28, vendar treh niso nikoli več potem ustanovili, zaradi tega, ker je 17., 18. in 19. so padle v tej bitki 9. leta v Tevtoburskem gozdu. Ostalih 25 sem pa, bom rekel, obdelal od ustanovitve, pa potem kam so se premikali, kam so jih pošiljali in, bom rekel, do njihovega konca. V tretjem delu, to je bil pravzaprav tretji del, v četrtem delu sem pa potem še dodal zraven vse rimske nagrobne spomenike, ki so bili najdeni v Petovioni. In to, bom rekel, na koncu sem pa dodal še dva. Enega zaradi tega, ker je bil to vojak 13. Gemine in je spomenik v Ajdovščini, sicer odlitek spomenika, ker ti Italijani so ga odvlekli na svojo stran v Staro Gorico. In pa potem še spomenik peta kohorta Vigilis, se pravi nočnih stražarjev, je takrat tudi nekako bila omenjena na spomeniku, ki je bil posvečen
cesarju Marku Aureliju in pa njegovemu nasledniku tudi Karakali. In s tem je pa na njej napisano tudi, bom rekel, 5 teh, pravzaprav 7, 2, bom rekel, sta v kraticah, pa se nista, bom rekel, ne vidita najboljše, 5 jih se pa zelo dobro vidi, med njimi je tudi Petovičan Mummius Verinus, ki je bil eden od centurionov te rimske kohorte, 5. kohorte nočnih stražarjev. In to sem omenil predvsem zaradi tega, ker so me Ptujčani, bom rekel, prosili, da bi imeli tudi oni, bom rekel, nekega gasilca malo starejšega. No, ampak to ne pomeni, da je bil gasilec, ampak da je bil mogoče varstvenik ali pa, bom rekel, požarni, kot smo temu rekli včasih v vojski. Predvsem so bili pa to nočni stražarji, kajti tudi v tistem času so v rimski državi po noči, bom rekel, razsajali razni razbojniki, tatovi in slično, in nočna straža je mogla biti vedno budna. In je tudi prva opazila, če se je kjerkoli kaj posvetilo, da so potem obvestili druge in da so šli potem ta požar rešiti.